Spoštovani, danes smo se zbrali s posebnim namenom. Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, bo namreč nagovoril pripadnice in pripadnike bataljonske bojne skupine 72. brigade. Gospod predsednik, prosim. Pripadniki in pripadnice bojne skupine. Za koga? Za Slovenijo! Vse prav lepo pozdravljam. Gospa ministrica, načelnik, spoštovane gospe in gospodje. Danes se mudim tukaj kot vaš vrhovni poveljnik. Rad bi se vam zahvalil za vaša prizadevanja in vloženo delo. Rad bi izrazil dobre želje in pričakovanje, da boste sedaj edino in ključno nalogo uspešno izvedli. To je vaše usposabljanje. Za vami je naporno in urjenje in veliko odrekanje. In vendar vložen čas in trud ni prinesel želenega zadovoljstva nad rezultatom. Vendar nedavni uspeh ni konec sveta. V življenju je vedno tako, da so uspehi in neuspehi, da so vzponi in padci. Morda je bil za koga ranjen ponos, prav gotovo pa ni ranjena duša 74. polka in 72. brigade. Duša bojne skupine ste vi, vsak posameznik in vsaka posameznica med vami, soborec na levi in desni strani, poveljnik pred vami in zaupanje med vami je tisti gradnik bojnega karakterja, ki ga pričakujemo in na katerega se zanašamo. Zadnji cikel usposabljanja vas bo vodil nov poveljnik polka in bojne skupine podpolkovnik Haupt. Njemu in vsem vam želim uspešno delo, da bo svojim zgledom v ponos in motivacijo vam in vsem ostalim. Nov poveljnik brigade bo skrbel, da boste imeli na razpolago vse, kar potrebujete za vašo edino nalogo, to je usposabljanje. Vsem želim veliko sreče, imate veliko odgovornost. Seveda mora poleg vas opraviti svojo nalogo tudi politika, sprejeti potrebne ukrepe in zakonodajo, ki bo zagotovila, da vojaški poklic postane konkurenčen in da bo tudi v prihodnje privabil najboljše kadre. Znašli smo se v položaju, ko so geopolitične spremembe in nova varnostna tveganja prisilila vse države, tudi našo, da moramo za to, da zagotovimo varnost tudi naprej, ambiciozne razmišljati o tem, kako ustvariti pogoje za njo. Slovenija je varna dežela. Vendar, da bi taka tudi ostala, potrebuje, in to na pameten, premišljen način, investicije v to varnost. Del investicij v varnost so tudi investicije v potrebno opremo, sredstva, pogoje za usposabljanje in tudi vaše plače v Slovenski vojski. Slovenska vojska je steber, vojaški steber naše nacionalne varnosti, ni edini steber, je pa najpomembnejši, če bi prišlo proti našim željam do takih razmer v svetu, da bi morali ponovno braniti našo svobodo. Nihče drug ne more tega opraviti namesto nas. Zato ne samo jaz, ampak vsi z veliko pozornostjo upiramo oči v vaše naslednje dejavnosti v naslednjih 3 letih. Vaše, te brigade in vseh drugih enot Slovenske vojske in naše obrambe. Mi smo del širšega zahodnega zavezništva. Danes mineva 15 let, kar smo se državljanke in državljani odločili z dvotretjinsko večino na referendumu, da postanemo del tega zahodnega političnega in zlasti vojaškega zavezništva. Jaz mislim, da je bila to dobra, prava odločitev. Zaradi nje smo varnejši. Seveda pa
Ne moremo prenašati breme odgovornosti za našo varnost na druge. Tudi sami, kot sem dejal, moramo investirati vanjo pametno, premišljeno, kot vse druge države, imamo tudi mi omejene fiskalne možnosti, vendar pa menim, da je po mnogih letih, ko so se krčila obrambna sredstva in so se zdaj začela znova večati, prišlo do nekega političnega konsenza, do nekega precej trdnega političnega spoznanja, da tako razmere v vojski v Sloveniji, kot zlasti razmere v Evropi in svetu, nova varnostna tveganja, novi dejavniki tega tveganja, terjajo večja vlaganja, pa ne govorim samo o finančnem vložku, ampak tudi o siceršnji potrebni pozornosti, ki jo je deležna Slovenska vojska za to, da bi lahko v celoti opravičila visoka pričakovanja naših ljudi. Glejte, vrsto let dobivam poročila o pripravljenosti Slovenske vojske in konec tega meseca bom dobil poročilo generalštaba o pripravljenosti za leto, ki je za nami. Prepričan sem, da bo še enkrat več ugotovljeno, da so finančna sredstva pomemben faktor usposabljanja pripravljenosti Slovenske vojske, vendar ne edini. Vsekakor menim, da bo tudi to poročilo, ki bo morda letos še zlasti naletelo na pozornost javnosti, tudi politične, dodatno okrepilo tisto potrebno politično soglasje, ki bo potem novi vladi in novemu sklicu Državnega zbora omogočilo, da se bodo sprejeli tako zakonodajni ukrepi, kot drugi praktični ukrepi glede ciljev, ki sem jih prej navedel. Od opreme, sredstev, pogojev za usposabljanja, vaših plač in vsega drugega, kar je pomembno za to, da je tudi na nek način temu, kar pravimo morala, neka privrženost, neka zavzetost, taka, kot jo ljudje pričakujejo. Vojska ima, Slovenska vojska, ima v Sloveniji ugled. Ima ugled tudi v mednarodni skupnosti. Tako rekoč, ne srečam sogovornika, zlasti, če pripada zahodnemu zavezništvu, tako kot Slovenija, da ne bi omenil imenitnih izkušenj, ki jih ima z našimi vojaki, vojakinjami, častničami in častniki na misijah in operacijah v mednarodni skupnosti. Še nikoli nisem slišal kritične besede. Tudi v mojih neposrednih pogovorih z vojaškimi predstojniki, mnogo kje v svetu, kjer sem vas bil obiskal, sem slišal samo zelo pohvalne besede. Slovenska vojska neposredno prispeva k mednarodnemu ugledu naše države. Opravlja zelo zahtevne naloge na misijah in operacijah in imamo srečo, da so se doslej po vseh teh letih vsi vrnili nazaj živi in zdravi. In tako mora tudi ostati. Naj rečem tudi na koncu nekaj osebnega. Celo vrsto reči si lahko ljudje, če odpove lokalna ali državna uprava in samouprava, pomagamo rešiti sabo, tudi solidarno. So pa stvari, kjer država pravzaprav sme in mora narediti vse. Ena od njih je zagotovitev varnosti. Vojska je vojaški del, vojaški steber naše nacionalne varnosti. V teh letih, odkar smo jo po osamosvojitvi ustanovili kot profesionalno vojsko, smo jo namenjali premalo pozornosti glede na nove okoliščine, v katerih smo se znašli. In rad bi vam danes zagotovil, iskreno, da po moji presoji se glede tega stvari v slovenski politiki spreminjajo. Mislim, da postaja tudi tistim, ki so ali smo bili običajno zelo rezervirani do večjih vlaganj v vojsko,
tudi glede plač in drugih stvari, da je dozorelo spoznanje, da potrebujemo Slovensko vojsko, ker namesto nje nimamo nobenega drugega vzvoda za to, da bi dolgoročno branili našo neodvisnost. Nobena druga sila, nobeno drugo orodje ne more nadomestiti vašega znanja, vaše usposobljenosti, vaše pripadnosti, vaše motiviranosti, zato vaše profesionalnosti, da se lahko na vas zanesemo. Tudi zdaj, potem, ko so bile nekatere vaje ali ocene generalštaba vaše pripravljenosti nekoliko slabše, se zaupanje slovenske javnosti v vas ni poslabšalo. Ostalo je enako visoko. In mislim, da ljudje razumejo, da če so pogoji za delo slabši, so slabši tudi rezultati. In pričakujejo, da bomo odgovorni poskrbeli za to, da bodo pogoji boljši. In kolikor sem vam danes lahko zelo iskreno povedal, sem prepričan, da se to spreminja, se že spreminja in se bo še bolj spreminjalo, ker je jasno, da na koncu vseh koncev smo mi sami odgovorni za to, da se naše družine, naši otroci, naši vnuki počutijo varne in da se smejo in morajo v celoti zanesti na nas. Rad bi vam izrekel hvaležnost, da z nekim potrebnim optimizmom, ne naivnostjo, kot pripadniki Slovenske vojske gledate na vaše prihodnje izzive. Obljubim vam, da bom po svojih najboljših močeh skupaj s sedanjo ministrico za obrambo, načelnikom generalštaba, vsemi njenimi in njegovimi pomočniki in sodelavci in zlasti skupaj z vami. Od dneva do dneva, od meseca do meseca pogledal, kako se bodo stvari popravljale za to, da bomo lahko v nekem razumnem času, to ne bo čez noč, ampak v nekem razumnem času, vsi lahko rekli, da smo prišli v položaj, ko v celoti obvladamo situacijo, v kateri smo se znašli oziroma bi se lahko znašli. V tem smislu vam bi rad želel uspešno usposabljanje, ene tovariške medsebojne odnose. Sem in tja, to ni bilo zadnjič, bo še vedno prišlo do situacij, ko kdo od vas, morda tudi vsi skupaj, ne bomo s čim zadovoljni, bomo do nečesa kritični, vse to nas spremlja v zasebnem in nas spremlja v javnem življenju in tudi v našem profesionalnem delu. Ampak mislim, da smo se odpravili na pravo pot. Predvsem pa imamo za seboj rezultate, zaradi katerih, kot rečeno, uživate ugled. Ta ugled je vaš, je rezultat vašega dela, tudi pomoči ljudem takrat, ko so tega potrebni, zlasti pa njihove vere, da, ukolikor bi bilo to proti naši volji potrebno, zmorete zavarovati njihovo svobodo in našo neodvisnost. Vsem bi želel izraziti moje veliko hvaležnost in pričakovanje, da se bomo skupaj veselili dobrih rezultatov. Hvala lepa.